Katja še bolj. Spoštovane dame in gospodje, cenjeni gostje, predstavniki in predstavnice medijev, sponzorjev, ljubitelji in ljubiteljice kolesarstva, lepo pozdravljeni in dobrodošli na sedežu družbe generalnega sponzorja novomeškega kolesarskega kluba Adria Mobil. Še posebej lepo pozdravljam v naši sredini generalno direktorico Adria Mobil Sonjo Gole in predsednico kluba Mojco Novak, ter se jima ob tem zahvaljujem za gostoljubje v poslovnih prostorih Adrie Mobil. Za kolesarje Adrie Mobil se je lanska sezona začela in končala z zmago. Jure Golčar je slavil prvo dirko in v sezoni konec februarja 2016 na veliki nagradi Izole. Gašper Katrašnik pa je zmagal na zadnji dirki v Podsmreki. No, sezono 2017 so v klubu uradno začeli s tradicionalnim pohodom od Gabarja do Miklavža na Gorjancih, tekmovalno pa jo bodo odprli čez 4 dni v Poreču. Ne glede na to, kakšno bo na koncu število zmag, pa že zdaj lahko rečemo, da je ta sezona nekaj posebnega. Letos klub namreč praznuje 45-letnico. In v ta namen je tudi nov napis na logotipu, lahko ste ga že opazili, Since 1972, ki vas bo spremljal tekom celotnega leta na vseh, bomo rekli temu, promocijskih materialih Adrie Mobil. Več o tej 45-letnici pa tudi nekoliko kasneje. Trenutno kolesarski klub Adrie Mobil šteje 71 kolesarjev in kolesark. Člansko kontinentalno ekipo pa sestavlja 10-terica, ki že nestrpno pričakuje prve dirke. 9 kolesarjev je danes z nami in jih kar vabim, da se nam pridružijo. Člansko ekipo kolesarskega kluba Adria Mobil v letošnji sezoni sestavljajo 3 tujci in 7 slovenskih kolesarjev. Barve kluba bodo branili Andrea Borso, Italija, 22-letni kolesar. Jure Božič prihaja iz Suhadola, Gregor Gazvoda, Pečke, Štajerske, Žiga Grošelj iz Idrije, Žiga Horvat, Prekmurec, prihaja iz Dankovcev, je tudi najmlajši v ekipi, Gašper Katrašnik, Podblica Gorenjska, Gorazd Per, Vrh pri Šentjerneju, Dušan Rajovič, tujec, prihaja iz srbskega Kraljeva, Radoslav Rogina iz hrvaškega Varaždina, no in še 10. kolesar, ki ga danes upravičeno ni z nami, se vrača s priprav na Kanarskih otokih, to je Mariborčan Jure Golčar. Seveda pa je tu še trener in športni direktor ekipe Boštjan Mervar. Dajmo jim še en aplavz. Kot sem že omenila v uvodu, je letošnje leto za novomeški kolesarski klub posebno leto. Klub obeležuje 45-letnico. Jubilej bomo obeležili na posebni slovesnosti konec marca, no tej obletnici pa bo namenjena tudi velika nagrada Adrie Mobil, enodnevna mednarodna dirka, ki bo potekala v nedeljo 2. aprila. K mikrofonu pa zdaj vabim predsednico kolesarskega kluba Adria Mobil, Mojco Novak. Hvala lepa in spoštovani vsi prisotni, en lep pozdrav tudi z moje strani. Kolesarski klub Adria Mobil v letošnjem letu obeležuje 45 let od ustanovitve novomeškega kolesarskega kluba. Ker dejanja povedo več kot besede, velja poudariti, da je bila razvojna pot kluba gosto prepletena številnimi vrhunskimi dosežki, osvojenimi zmagami, naslovi državnih, evropskih prvakov in še bi lahko naštevala. Dejavnost kluba se s tem ne končajo, saj organizacija kolesarskih tekmovanj na vseh, tudi na mednarodnih ravneh, ter vzgoja mladih kolesarjev celovito zaokrožata identiteto in poslanstvo kluba, ki več let zapored in danes velja za najboljšo kolesarsko ekipo v Sloveniji. V novo
letošnjo jubilejno sezono, kot je bilo že napovedano, klub stopa za osveženo ekipo ter ambicioznimi cilji, saj na vseh področjih dela, tako na tekmovalnem, organizacijskem in vzgojnem, ciljamo visoko, ob zavedanju, da lahkih in enostavnih ciljev ni. Verjamem, da imamo motivirano ekipo tekmovalcev, katerih lastnost je volja in zagnanost ter izkušenost na katerih, kar lahko cilja na vrhunske rezultate na praktično na vseh dirkah letošnjega kolesarskega tekmovanja, pri čemer seveda brez kančke sreče ne gre računati. Predvsem pa stavim na energijo in zmagovito miselnost, ki smo jo v preteklem desetletju in več znali zgraditi in oblikovati tako, da posameznik in ekipa da sta dosegla več od pričakovanega. In prav timski duh je vrednota, ki jo pri vseh članih kluba prepoznavam in neizmerno cenim. To je identiteta, bistvo in zgodovina našega kolesarskega kluba Adria Mobil, ob vseh vzponih in padcih, ki so nas predvsem ohrabrili in okrepili, da smo uspešna in prepoznavna kolesarska ekipa. Nekateri pravijo in na to smo ponosni, da smo tudi že blagovna znamka. Kolesarstvo je predvsem timski šport in le uigrane ekipe lahko dosežejo vrhunski rezultat. Trdo delo in trening, odrekanja in uresničitev ciljev, motivacija, odgovornost do sebe in vseh tistih, ki nas z očesom spremljajo in vidijo, prijateljstvo in spoštovanje. To je bistvo delovanja v kolesarskem klubu Adria Mobil. Navedeno prepletamo z veseljem in uživanjem, ko dosegamo tisto, kar smo obljubili. Ob koncu naj se zahvalim prav vsem, ki dajete svoj prispevek k delovanju kluba. Že desetletja. Gre za sponzorje, kolesarje, tekmovalce, družine, trenerje, mehanike, fizioterapevte, klubske delavce, teh je stotine, navijače, dajete nam zagon, da bomo in smo uresničili vaša pričakovanja, vaša zaupanja in ne glede na izzive in ovire sledili misli, da je življenje kot vožnja s kolesom. Če hočeš priti do cilja, se moraš premikati. Želimo, da se v prihodnje premikamo hitro in vso srečo in hvala vsem vam. Hvala gospe Mojci Novak za spodbudne besede. Kako so se fantje, za katere bomo držali pesti v tej sezoni, znašli pred fotografskim objektivom? No, nekaj fotografij je že moč videti v novem biltenu. Zdaj pa si bomo ogledali še kratek video, za katerega je poskrbel legendarni klubski mehanik Dejan Riffeldejč, ki pa je očitno našel novo strast. Poglejmo torej nekaj utrinkov iz zakulisja uradnega fotografiranja v Piranu. When you
Verjamem, da je tale aplavz namenjen tako fantom, ki so se odlično znašli pred fotografskim objektivom, kot tudi Dejanu, ki skrbi za tele videoposnetke in material. Zdaj pa je čas, da kolesarjem zastavimo nekaj vprašanj, da povejo, kaj pričakujejo, seveda ravno tako na koncu tudi trenerju, športnemu direktorju Boštjanu Mervarju, in bomo jim kar dali mikrofon. Hvala, Damir. Prvi kolesar, ki ga predstavljamo, gremo kar po abecednem vrstnem redu, glede na njihove priimke, je novinec v ekipi, Italijan Andrea Borso. Andrea prihaja iz mesta Bassano del Grappa iz pokrajine Veneto, ima pa podoben priimek kot rimski nogometaš Andrea Borsa. Kot mi je zaupal, ga ne pozna. Tako da prvič sliši za to, da je ta nogometaš s podobnim priimkom v njegovi državi. Vseeno pa bomo preverili, kaj torej meni Andrea Borso. Andrea? Your nickname is Pitbull. Can you explain a little bit? Njegov vzdevek je Pitbull. Yes, good morning. My nickname is Pitbull because 3 years ago with the team Zalf, during the training, I have got a discussion with a man inside the car. Verjamem, da ste razumeli. Andrea, how do you feel in Slovenia, in Novo mesto? Yes, I think it's a fantastic country and it's very beautiful for train and for stay with my guys for the train. Dobro se torej počuti s svojimi kolegi iz ekipe in pravi, da mu je tukaj zelo lepo, da imamo lepo pokrajino, lepo deželo. Andrea, thank you. Thank you. And good luck. Srečno. Fantje si bodo mikrofon podajali, saj vedo, po kakšnem vrstnem redu jih bomo zdaj predstavljali. Lahko bi rekli, da je domačin, Podgurc, iz domačega okolja, domačega kluba, Jon Božič. Prihaja iz Suhadola in Jon, za tebe vprašanje, glede na to, da si v reprezentanci Slovenije do 23 let. Kako boš uskladil dirkanje na obeh frontah? Kaj bo za tebe bolj pomembno? Pozdravljeni v mojem imenu. Bil sem v reprezentanci, če bom letos izbran, se še ne ve. Kako bom uskladil dirkanje v reprezentančnem klubu, se bomo dogovorili v klubu. Seveda če bom izbran, posvetil isto pozornost dirkam v reprezentanci kakor v klubu, ampak mislim, da se naši termini ne križajo preveč, tako da tudi klub ne bo na stranskem teru glede tega. Je pa razpoloženje dobro, ne glede na to, da veš, koliko obveznosti te čaka. Ali je tole danes, ko takole sediš tukaj, celo bolj prijeten del? Ja, to je eden izmed prijetnejših delov. Jaz se zmeri dobre volje, kjerkoli sem, tako da nimam s tem problema. To razpoloženje. Bomo nadaljevali tako, kot smo leta nazaj, ko smo imeli Tomaža Noseta, biti Podgurc je luksus, a ne? To mi bo mogel Tomaž dati ta slogan, ni mi ga še. Bomo preverili, kdaj kasneje pri Tomažu. Hvala, Jon, srečno tudi tebi. Gregor Gazvoda prihaja iz Štajerske, Pečke, občina Makole, komaj 280 prebivalcev, tale je statistika mi posredovana. Gregor, kaj bi rekli? To je že 10. ekipa, se dobro počutite? Kakšni so občutki, kakšna so pričakovanja? Kdo vas je navdušil pravzaprav za kolesarstvo? Lep pozdrav najprej vsem. Ja, res, da je se nekaj ekip nabralo, ampak kajti večinoma vse kolesarje, pa tudi vse strokovno vodstvo poznam že odprej. In glede na to, ker vse sem kolesarjev, je tukaj res doma. Super, dobrodošel doma.
Naj že takoj na začetku eno majhno opravičilo naredim. Vikanje, tikanje, s kolesarji smo se sicer dogovorili, da se bomo tikali, ampak nekako čim pridemo na starejše, bolj izkušene, tudi sama želim pokazati res to spoštovanje, da vztrajate v tem napornem športu, ampak zdaj se bomo kar tikali naprej, tako da se opravičujem za kakšno zmešnjavo takole. Naslednji od kolesarjev, ki ga predstavljamo, je Žiga Grošelj. Žiga prihaja iz Idrije. Iz gorskega kolesarja se je prelevil v cestnega. Žiga, ali kaj pogrešaš adrenalin, ki ga povzroča vožnja po manj utrjenih poteh in kako adrenalinsko je lahko cestno kolesarstvo? Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Ja, meni se zdi, da so bile dosti ene priprave, te prve skupinske, da nam je Jure pokazal, kaj tu adrenalin sploh je. Drugače pa pogrešam ta adrenalin, se mi še zmeraj zdi, da je pri cestnem kolesarstvu na trenutke še bolj prisoten ta adrenalin, se v bistvu imamo en majhen dres oblečen, ena čelada in se spuščamo tudi 80 km/h spustov, tudi več. Pa po moje ben sploh ne pomisle, da se lahko kaj naredi, s taka hitrosti drvimo. Ampak vam verjetno se lahko zgodi na dirkah takole, da prav te izkušnje iz gorskega kolesarstva tebi pridejo še kako prav. Ja, kaj že pride, kaj še pločnik, če se pa stav zaovira ali pa kaj. No, upam, da bo teh ovir čim manj, pa padcev in poškodb tudi. Hvala, Žiga. Zdajle še en Žiga kar zavzdihnil, takole, če bo kaj napornega, Žiga ne bo nič takega. Žiga Horvat prihaja iz Prekmurja, iz Dankovcev, je najmlajši in letos ga čaka matura. Ampak Žiga, ne bova se zdaj pogovarjala o maturi, je še dokaj daleč, verjamem, da je za učenje še čas. Iz mešanega pestrega okoliša, iz različnih regij prihajate kolesarji, dialekti so zelo različni. Kako se razumete med seboj? Kdaj po prekmursko kaj poveš svojim kolegom tako, da si ne želiš, da bi te ravno razumeli? Ja, razumemo se kar v redu. Če bi govoril prekmursko, se verjetno ne bi tako. Tako da ja, zelo dobro se razumemo. Pa dajmo, glede na to, da smo na Dolenjskem, daj v prekmurščini pozdravi današnje goste. Tako, pristna prekmurščina, kaj bi jim rekel? Kdaj? To tudi si razumel. Žiga, hvala. Pa srečno na maturi. Lani je eden od kolesarjev že imel to preizkušnjo, letos jo imaš ti, upam, da bo vse tako, kot mora biti. Gašper Katrašnik je naslednji. Gašper prihaja iz Podblice na Gorenjskem. Gašper, lansko sezono si končal z zmago. Ali lahko pričakujemo, da boš letošnjo začel tako, kot si lansko končal? Ja, lep pozdrav sem. Res je, lanska sezona se je končala zelo lepo. To ti da neko motivacijo za delo čez zimo, nek zagon. Trenirali smo trdo in upam, da bomo nadaljevali tako, kot smo lansko leto končali. Ja, je pa res, da se na Lovorikah ne spi in da dirka, ki je bila zadnja v sezoni, bo popolnoma drugačna od dirke, ki vas čaka kolesarje čez nekaj dni. Jo lahko kaj primerjaš? Kaj ti je recimo bolj izziv? Dirka na domačih slovenskih tleh ali recimo tale, ki vas čaka ta konec tedna? Ja, dirke so drugačne. Ta zadnja v Podsmreki je bila predvsem krajša. Če bi primerjal tisto dirko s temi, ki prihajajo, pa je, mislim, da povsem drugačna tudi konkurenca. Je pa kljub temu vedno lepo dirkati doma v Sloveniji. Se strinjam, hvala lepa. Gašper, tudi tebi srečno. In lahko predaš mikrofon naslednjemu, bom rekla, še enemu domačemu kolesarju. Gorazd Per prihaja iz Vrha pri Šentjerneju. Gorazd, lani med dirko po Sloveniji si bil ti tisti, ki si imel zrelostni izpit, maturo. Iz prve roke, kako je šlo? Je opravljena? Opravljena je. Moram pa reči, glede na to, da je bila tisti dan kraljevska etapa, da je bila matura lažja stran dneva. Aha, zanimivo je to slišati, da je bilo to lažje narediti. Kaj pa letos, kakšen nov podvig?
Zaenkrat je v prvem planu kolesarstvo, šole v drugem planu. Dobro, naj bo uspešno eno in drugo, ko bo tudi študij, če bo prišel na vrsto tisti prvi. Hvala. Hvala. Zdajle imamo še enega novinca, ki razume slovensko, tako, mislim, da bo točno vedel, kaj ga bom vprašala. Dušan Rajović prihaja iz srbskega Kraljeva. To je najboljši srbski kolesarski klub, Metalac, kljub mladosti ali pa ravno zaradi nje, pa je Dušan preživel leto dni v Švici, tam treniral in tekmoval pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze. Ima izkušnje z mednarodnih prizorišč, nastopal je v Dohi, pa na Kitajskem, na Euroturu v Švici, v Franciji, strokovnjaki ga ocenjujejo za enega najbolj perspektivnih mladih kolesarskih upov. Dušan, kaj bi rekli? Specialiteta tvoja je kaj? Je to, ne vem, gorski cilji, je to sprint, je to dirkališčno kolesarstvo, velodrom? Prvo, dobar dan svima, hvala što ste došli. Moj, kako već, ne znam da li ćete me svi razumjeti, ali pričat ću po srpskom. Ja vas sve razumijem, ja vas većina razumijem, ne znam da li ćete vi mene. Pa ja sam većinom sprinter, kao što možete vidjeti, po mojoj građi. Malo kratka brda, do 2-3 km, ne više i tako. Je sprinter, kar vidite po njegovi konstituciji, 2 do 3 km vzpona, še gre, vse ostalo pa raje ravnino in sprint. Še eno vprašanje, Dušan, glede na to, da si nov v ekipi, si že imel kakšen krst? So ti fantje v ekipi pripravili že kaj takega smešnega, kakšno anekdoto, da si moral kaj narediti glede na to, da si prvič v ekipi, da si na novo v novem mestu? Pa rado me što ću predstavljati Boje Adria Mobil. Lepo sam se uklopio uz ekipu, poznavao sam dečke i ranijih godina, trkali smo se zajedno i to je to. Fante je, kot ste slišali, poznal že od prej, dobro se razumejo, pa očitno ga še čaka kakšen krst, predvidevam, da fantje to lahko še kaj pripravijo. Dušan, hvala tudi tebi in srečno. Naslednjega kolesarja verjamem, da vsi poznate, izkušeni Hrvat, ki pa zelo dobro govori slovensko, prihaja iz Varaždina, Radoslav Rogina. Neuradno, uradno kapetan ekipe. Rado, kako gledaš na letošnjo ekipo? Trije ste zelo izkušeni, stari nad 30 let, povprečna starost ekipe je sicer 25 let, vsi ostali kolesarji so pa še zelo mladi in še nimajo tako veliko izkušenj. Je to dobro? Se počutiš v vlogi, ne vem, mentorja, svetovalca? Pozdravljeni vsi. Ja, ekipa je kar, bi vam rekel, mlada, ne, sicer sam ne maram to, da se govori o leti pa to, bi raje mogoče delil to na dobre pa slabe, ne samo, ja, jaz upam, da bom svojimi izkušnjami pomagal fantom, ker vidim, da so potencial in no, da bojo pobrali vse dobre stvari od mene, ki jim lahko pokažem in delovali bomo dobro v priprave, pa vse, da smo kar usklajeni, tam se imamo in čakamo dirke, da začne, pa da vidimo v praksi. Odštevate dneve torej, vsi v ekipi, še 4 dnevi, Poreč je prvo prizorišče. Ja, sicer bom dal malo na preizkušnje fante, ker sam ne bom sodeloval, pa da vidim, kako se znajdejo pri meni. Super, evo, takoj na začetku sezone test za fante. Hvala. Hvala, Rado. Zdajle si bomo, preden vprašamo še športnega direktorja in trenerja Boštjana Mervarja, ogledali še video izjavo kolesarja, ki ga prav tako verjamem, da vsi poznate, pa ga danes ni z nami, to je Mariborčan Jure Golčar. Jure je bil na pripravah na Kanarskih otokih, mislim, da se danes vrača, zato ga danes ni z nami. Smo pa posneli izjavo, tako da Dejan predlagam, da si jo zavrtimo.
bomo dali še enkrat. So res izvrstni pogoji za pripravo na novo sezono. Ne manjka res toplih temperatur do 25 stopinj Celzija, potem zelo dolgih klancev in pa izvrstne kolesarske družbe. Trenutku same predstavitve bom na povratku v Slovenijo, tako da mi je en prvih ciljev te letošnje sezone paren prestanek na letališču. Dalje bomo videli in se pustimo presenetiti. Hvala in lep pozdrav v Slovenijo. Dio. Jure Golčar je lansko sezono začel zmago, bomo videli, kako bo letos. Boštjan Mervar, iz sezone v sezono enaka vprašanja na začetku, je pa ena razlika z današnjo predstavitvijo v primerjavi s preteklimi leti. Lani je bila predstavitev ekipe Adria Mobil že, ko se je sezona začela in je bila prva dirka že za vami. Kakšna so potem pričakovanja letos? Je lahko kako drugače, glede na to, da še ni bilo prve dirke? Lepo pozdravljeni vsi. Najlepši scenarij je bil tak, kot je bil lani, vendar se bo treba zelo potruditi. Kot so že Rado že omenil, smo naredili dobre priprave. Ekipa je več kot 50% fantov je novih, tako da v ekipo treba še malo laufati, da vsak ve, kaj je njegovo delo in njegove naloge. Sigurno je, sam začetek sezone je zelo pomemben, ker potem se vsaj ta prvi del sezone, če je uspešen, potem lahko se malo odahnemo in začnemo spet drugi del sezone. Jaz upam, da bomo začeli uspešno in nadaljevali tudi drugi del uspešno. Priprave so potekale v Strunjanu ali še kje? Kako bi jih ocenili? Ja, večina del priprave poteka v Strunjanu, nekaj tudi v Umagu. Najprej moram pa še omeniti, prvi del priprave pa potekal na 3 kraljih. To so bilo bolj spoznavne priprave, vozili smo se z gorskimi kolesi, v večerih pa smo si čas skratili z bowlingom. Bowling, super, za timski duh, za krepitev timskega duha. Kaj bi sicer dejal, kaj krasi letošnjo ekipo Adria Mobil? Morda kakšen superlativ že pred začetkom sezone, na katerega si ti kot trener in športni direktor resnično ponosen že zdaj? Ja, ekipa je, bom rekel, sestavljena iz 3 zelo izkušenih tekmovalcev in pa ostali so pa dokaj mladi. Nimamo, bom rekel, serijskega zmagovalca, lahko pa iz te ekipe rate kakšen serijski zmagovalec, ki nas bo navduševal tako, kot sta nas Kump in pa Roglič. Toliko za enkrat, seveda bo novinarji lahko še kasneje zastavili kakšno vprašanje. Dajmo še en aplavz. Kontinentalna ekipa Adria Mobil za sezono 2017. Ena od glavnih dirk sezone bo seveda tudi letos dirka po Sloveniji. 24-letna izvedba slovenske pentlje bo potekala med 15. in 18. junijem. Visoka pričakovanja od fantov, ki bodo nosili dres Adria Mobil, pa ima seveda tudi direktor kluba Bogdan Fink, ki ga zdajle vabim k mikrofonu. Sem mislil naš vprašanje, da. Lahko tudi, če imaš raje. Lepo dal z moje strani. Najprej eno opravičilo, z nami je tudi predsednik Kolesarske zveze Slovenije, ki ga prav lepo pozdravljam, našo krovno organizacijo. Kaj povedati ekipi? Mislim, da je Boštjan že vse povedal, glede na veliko željo našega drugega najstarejšega Jureta, ki se vrača iz priprav, vidimo, da je ekipa zelo motivirana, da so dobri in se bo sigurno hoteli pokazati že na tej prvi tekmi.
predvsem pa tista dirka naslednji vikend v Izoli, moramo biti spredaj na tem prostoru Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Srbije, pa še malo tudi v Italijo, smo v zadnjih letih si naredili nek renome, katerega se zavedajo tudi fantje in mislim, da bodo to z lahkoto ubranili tudi letos. Že prejle sva s predsednico kluba malce pokramljali, pa sledi zdajle vprašanje še zate. Ne glede na to, koliko časa že traja tvoja funkcija v klubu in pa kot organizacijski direktor dirke po Sloveniji, ni iz leta v leto lažje, da bi rekli, da je to rutina, da veš, kaj te čaka, kakšen posel je pred tabo, ampak je pravzaprav iz leta v leto težje. Zakaj? Ja, res je. To je že letos moja, sem prejle razmišljal, 15. predstavitev ekipe. Mislim, da je skozi isto. Bistvo je to, da delamo. Če bomo delali, bojo prišli rezultati, to bo prepoznala lokalna, širša okolica, pridejo sponzorji, prepoznavnost in kot si že dejala od začetku, s časoma vidim, da je tudi kolesarski klub Adria Mobil postala neka blagovna znamka, ki se še razvija in to je tisto, na katerem moramo delati naprej. Tudi kompliment starejšega kolesarja ali pa dobrega kolesarja, na tele predstavitvi je dober, pomeni, da dobro delamo in da nas tudi drugje vidi tako. Eno besedo bova pa vendarle rekla še o podmladku. Danes sicer mladi kolesarji niso z nami, ker so v šoli in prav je tako, ampak klub seveda sloni na tem, da vzgaja mlade kolesarje, pa tudi dekleta so prisotna v klubu. Morda še kakšna beseda o tem, kako si kot predsednik oziroma direktor kluba ponosen na to, kaj se dela z mladimi, na trenersko ekipo, ki jo imaš ob sebi. Sigurno je nameški kolesarski klub 45 let smo največ rezultatov naredili ali pa najbolj odmevne z doma vzgojenim domačim kadrom, kar pomeni, če nimaš mladih, se ti tudi kasneje se je že dvakrat pokazalo v klubu, da je klub zašel v težave, če nismo imeli svojega kadra. Delo z mladimi, v zadnjem letu smo močno napredovali in zdaj imamo že sladke skrbi, kako otroke speljati na priprave in tekme. Vpis mladih kolesarjev se v klub se v zadnjem letu povečuje. Vzrok temu, veliko vzrokov je, mislim, da vsi vemo, kateri, seveda pa naši trenerji delajo dobro. Na koncu pa pridemo zaradi tega dobrega dela tudi do tega, da nekateri mladi včasih še prehitro zapustijo naš klub in grejo v tujino, ampak žal tako pač svet ali pa kolesarstvo funkcionira. Tako pač je, ampak to je vsekakor pohvala, tako kot si rekel, da se v klubu dobro dela in ne bom sicer rekla, da upam, da jih bo čim več zapustilo klub, ampak da bodo pa rezultati čim boljši, pa da bodo fantje, ne glede na njihovo mladost, dobro in hitro napredovali, to pa vsekakor želim. Hvala Bogdan. Srečno. Družba Adria Mobil je že 12 let zapored v vlogi generalnega sponzorja, čeprav se je sodelovanje s tem najboljšim dolenjskim ter zadnjih 8 let zapored tudi najboljšim kolesarskim klubom v Sloveniji začelo že pred desetletji. Na številne uspehe in izjemne dosežke v 45-letni zgodovini kluba je nadvse ponosna tudi generalna direktorica Adrie Mobil Sonja Gole, ki zdaj predajam besedo. Spoštovani gostje, spoštovani novinarji, spoštovani kolesarji, trener, direktor kluba, predsednica kluba in tudi predsednik Kolesarske zveze Slovenije. Resnično vsem prisrčno dobrodošlico želim na današnji predstavitvi Adrijenega, če smem tako reči, kolesarskega kluba. Resnično Adria Mobil sodeluje z kolesarstvom že vrsto let.
Utrdili pa smo to sodelovanje pred 12 leti, ko je postalo podjetje Adria Mobil generalni sponzor kolesarskega kluba Adria Mobil. In resnično me veseli, da smo takšno odločitev sprejeli in da lahko skozi vse to obdobje 12 let spremljamo odlične rezultate kolesarjev, spremljamo tudi morda vzpone in padce, pa vendarle spremljamo in doživljamo tisti zdravi duh v zdravem telesu, bi rekla, spremljamo ali ugotavljamo, da je kolesarstvo timski šport, ki lahko dosega odlične rezultate zgolj in samo, če celotna ekipa ta timski duh živi. Namreč odnosi, medsebojni odnosi v timu so tisti, ki so predpogoj za uspeh in za doseganje dobrih rezultatov. In v Adrii Mobil smo se odločili seveda za sponzorstvo kolesarskega kluba, zato da bi še bolje utrdili prepoznavnost in ugled blagovne znamke na eni strani, na drugi strani tudi zato, da bi priznali ali pokazali svojo družbeno odgovornost, do katere je podjetje ves čas zavezano, in na tretji strani predvsem zato, ker prepoznavamo, da je v kolesarstvu, še posebej pa v kolesarskem klubu Adria Mobil, da gojijo enake vrednote, kot jih gojimo tudi v Adrii Mobil oziroma v skupini Adria. Torej, vztrajnost, trdo delo, odgovorno delo in sodelovanje so tiste vrednote, ki nas in vas skozi sezone, preko od etape do etape, peljejo k najboljšim rezultatom. Najboljši rezultati, po mojem mnenju, niso samo stati na prvi stopnički. Najboljši rezultati so tudi to, da znamo ceniti tistega, ki stopi na najvišjo stopničko, in vse tiste, ki zraven prispevajo za to, da je lahko nekdo na vrhu. Zato še enkrat ponavljam, odlični rezultati so rezultati skupnega dela in vsak posameznik prispeva k tem skupnim rezultatom. Ne nazadnje tudi tako, kot je omenila Mojca, tudi tisti prostovoljci, ki sodelujejo in podpiramo in se navdušujemo nad dosežki posameznika in dosežki celotne ekipe. In moje sporočilo ob tem bi bilo predvsem to. Ponosni smo v Adrii, smo ponosni na vse dosežene rezultate v preteklih sezonah. Ponosni smo seveda tudi na dosežene rezultate Adrije, ki je v preteklem letu še presegla vse rezultate do sedaj, kljub temu, da smo leto predtem v letu 2015, ko smo slavili 50-letnico, obelodanili, da je bila Adria dosegla najboljše rezultate v vsej zgodovini svojega delovanja. Letos lahko samo potrdim, da temu ni več tako. Leto 2015 ni najboljše, ker je bilo leto 2016 še boljše. Pomeni, da kljub visokim ciljem in dobrim dosežkom vedno kot ekipa zmoremo še višje. In zato vam samo čestitam ob vseh dosežkih v kolesarskem klubu Adria Mobil ali v katerem drugem klubu, kot smo slišali, in si želim,
da bi še naprej nosili v svet, ponesli v svet, ne samo Slovenijo širše, prepoznavnost blagovne znamke Adria, ohranili odličen medsebojni odnos in da bi se lahko vsi skupaj, vsak zase in vsi za vse veselili odličnih uspehov v novi sezoni. In želim vam samo srečno in uspešno v sezoni 2017. Hvala. Mislim, da zdaj ni kaj dodati. Sonja, čudovito, hvala za spodbudne besede, fantje. Upam, da ste si čim več od tega zapomnili. Andrej pa potem, ko bo posnetek na voljo, prevedite v klubu malo, ja? Da bo še on dobil ta zagon, kajti Sonja je resnično to motivacijsko zelo lepo povedala. Slišali smo, kaj pričakujejo glavni akterji, trener, slišali smo, kakšna so pričakovanja sponzorjev, zdaj pa še novinarska vprašanja, če ima kdo od vas kakšno vprašanje, seveda bodo na voljo potem tudi še individualno, ampak vseeno. Če je kdo med vami, ki želi zdaj le kaj vprašati, morda niti ni nujno, da je novinar, evo, če koga od vas ljubiteljev kolesarstva karkoli zanima, nekaj minut na voljo še za vaše vprašanja. Je, ne? Sonja je tako motivacijsko, res priznam, lepo poslušati takšne zadeve, sploh zato, ker vemo, da ne gre samo za besede, ampak tudi za dejanja, ki jih v Adrii Mobil resnično živijo že vrsto let. Fantje, a bo še kdo od vas kaj povedal? Zdaj ste se spočili, uradni del je pri koncu, vaše delo je, veste kaj, ne? Dobro. Člansko ekipo Adria Mobil smo tako spoznali, držimo pesti, da se čim več želja in ciljev uresniči. Še enkrat hvala generalni direktorici Adria Mobil Sonji Golej in predsednici kluba Mojci Novak za današnje gostoljubje in za prijetna govora. Verjamem, da bodo fantje res dali vse od sebe in navdušili vse nas, ki kolesarstvo spremljamo. Današnja prireditev, uradna predstavitev kontinentalne ekipe Adria Mobil pa je tako pri koncu. Le še sponzorje bi prosila za skupinsko fotografijo z vsemi kolesarji, hkrati pa vas povabim na pogostitev in neformalno druženje. Hvala lepa za vašo pozornost in vse dobro.
v sezoni 2017 zopet uporabljamo kolesa znamke Specialized in njihov najboljši model S-Works. Pravkar imam pri sebi dirkalno kolo Andreja Borso, velikost 52, kolo je težek še bolj nazaj. Pa še enkrat začnem. Kolo je težak nekaj manj kot 7 kg. Uporabljamo komponente Campagnolo, in sicer Campagnolo Chorus 11 srednje. Tekmovalni obroči so Campagnolo Bora One. Imamo različne dimenzije, in sicer višine 50 mm in 35. Zopet smo na gumah Vredestein, in sicer v dimenziji 25 mm, tako kot trening, tako kot dirka je ista dimenzija 25. Pedala so Shimano Dura-Ace, ker fantje pravijo, da so ena izmed najboljših. Vse ostale komponente na kolesu so tudi Specializedove znamke, kot so sedež, se pravi krmilo in nosilec krmila, trak in ostale stvari so tudi Specialized. Se kar blidi. Reka, nova sezona, nova ekipa, kako se počutite? Ja, počutje je super, v bistvu smo se takoj ujeli, cela ekipa je dodobra premešana za to sezono in mislim, da zaenkrat sodelujemo odlično in se veselimo prvih dirk. Prva dirka domača, dosti težka, ali kako gledate na vse skupaj v Izoli? Prva bo kar že zdaj v nedeljo v Poreču, tako da zdaj zaenkrat se še bolj s to ukvarjamo, ampak ja, zdaj gre kar hitro, ko se enkrat začne po Poreču, res sledi Izola, pa v bistvu potem spet na Hrvaškem, tako da, kot sem že rekel, da se že veselimo začetka sezone. Kako pa če pogledamo profil terase v Izoli, takoj prvi vzpon, kako gledate kolesarji na to, nekako ogrevanje in že klanec? Ja, to je v bistvu vedno nekako, če še lepo rečem, neugodno za kolesarja, da je takoj selekcija že od štarta. Ja, klanec smo prevozili nekajkrat tudi na treningu letos, ampak tako je, saj v bistvu dirke so se različne, pač za take štarte je potrebno malo več ogrevanja, pa gre. Zadnje sezone ste bolj kot ne v avstrijskih ekipah vozili, kako bo sedaj nekako v slovenski ekipi že? Ja, v bistvu sem nazadnje bil na Japonskem in tam je res v bistvu kultura toliko drugačna od naše, da se v bistvu te čakajo vsak dan vedno znova presenečenja in res je prav prijetno se vrniti v naše okolje, domača ekipa in vsi vemo, kako stvari potekajo. V bistvu vsi delavci tudi v klubu so zelo izkušeni in
pravim, v bistvu poteka vse brez kakršnih koli težav in se veselimo prvih dirk. Kako pa mladi kolesari, te mlade izkušnje in starejši kolesari, kot ste vi, z večjimi izkušnjami, in že vas za kakšne nasvete povprašajo? Ja, so kar previdni ta mladi, no, ampak smo v bistvu trije precej izkušeni kolesarji v ekipi in tudi sam sem do neke mere v ekipi tudi zato, da čim več znanja, izkušenj prenesem na te res zelo mlade kolesarje, ki pa vsekakor so zelo ambiciozni in pa tudi talentirani, tako da v bistvu je zdaj na njih, da čim več znanja in izkušenj tudi sami povlečejo na sebe. Kaj so pa letošnji glavni cilji v letošnji sezoni? Glavni cilj celotne ekipe je že sam po sebi dirka po Sloveniji, tako da vse skupaj nekako se dela v to smer, ampak kot vemo, kolesarstvo stvari ne delujejo, tako da se v bistvu samo na eno dirko pripravlja celo sezono, tako da gremo na vsako dirko polno motivirani in to od zdaj v Poreču naprej vse skupaj stremi pač proti dirki po Sloveniji. Super, hvala. Ko je zraven je malo širši, tisti pridejo očala malo postavljeno zraven. Radoslav, Regina, nova sezona je pred vami, kako gledate na vse skupaj? Ja, komaj čakamo, da se sezona začne s to prenovljeno ekipo in ko začnejo dirke, ko vidimo, kako se bomo igrali, pol bomo bolj pametni in pol bomo se prilagodili in peljali stvari, upam, kako bo treba. Marsikdo vas vam reče, da ste kapetan. Kako vse skupaj to sprejmete? Ja, sem navajen tega, pač sem kapetan, ker sem verjetno ostale mislim, da sem najbolj izkušen in pač ni mi to problem in fanti tudi ustreza, tako da ja, no, ni mi problem v glavnem, pa mi je drago, da mi zaupajo. Kako pa vse skupaj poteka sedaj, ko so popolnoma spremenjena ekipa, mlajši kolesarji so prišli, drugi kolesarji so odšli? Ja, se pravim, to bomo rabili nekaj cajta še na pripravah, pa to na spoznavnim se dobro zastopimo, ampak dirka je čist nekaj drugega in bo trebalo odpeljati par dirk, da vidimo, kako bomo funkcionirali naprej. Cilji za letošnjo sezono? Ja, ne bi izpostavil noben cilj posebej, celo leto dirka dobro in mislim, sproti bomo videli, kako bo šlo in bomo se prilagajali dirkam. Osebno pa ne bi izpostavil noben cilj. Katera je pa vam najljubša dirka v sezoni? Ja, jih je kar par, sam sigurno ena od ljubših dirka po Hrvaški, dirka po Sloveniji. Ajde, za te dve bom rekel, da so mi pri srcu. Super, hvala.